Dragi dijaki in dijakinje, profesori in profesorice, spoštovana gosta. Začenjamo s 4. okroglo mizo in pogovorom letošnjega leta, ki jo za vas organiziramo družbeno-politični krožek Škofijska strela. Danes se bomo dotaknili zelo aktualne in nekoliko zakrite tematike, o kateri se moramo še veliko poučiti, in sicer o ideologiji nove levice imenovane kulturni marksizem. Osnova za pogovor bo knjiga Forum Sao Paulo in kulturna vojna. Avtor omenjene knjige je venezuelski politik, analitik, pisatelj Alejandro Pena Esclusa, ki se že skoraj 30 let bori proti kulturnemu marksizmu. Knjiga je bila v slovenščini izdana leta 2023 pri založbi Nova obzorja. Za lažje razumevanje teme in uvid v njeno aktualnost v slovenski družbi smo danes v našo sredo povabili naslednja gosta. Zaslužni profesor dr. Andrej Fink je ugledni pravnik, strokovnjak za mednarodne odnose, politologijo, univerzitetni profesor, prevajalec, odvetnik, publicist in dolgoletni predsednik Slovenskega društva slovenskih izobražencev v Buenos Airesu. Svojo mladost je preživel v slovenski skupnosti v Argentini. Več kot 30 let je predaval na 2 uglednih univerzah v Buenos Airesu. Po upokojitvi pa sta se z ženo preselila v Slovenijo. Trenutno deluje kot profesor na Fakulteti za pravo in poslovne vede znotraj Katoliškega inštituta. Z nami je tudi vsem dobro poznani gospod Janez Janša. Gospod Janša je izkušeni slovenski politik, obramboslovec, 3-kratnik predsednik vlade, obraz slovenske osamosvojitve in predsednik največje opozicijske stranke SDS. Kot politik se že vrsto let zavzema za dokončno demokratizacijo slovenske družbe in opozarja na posledice in vpliv komunističnega režima v slovenskem javnem prostoru. Je tudi avtor spremne besede knjigi, ki bo danes služila kot izhodišče. Obema gostoma se najlepše zahvaljujem za odziv na povabilo. Vas, dijake, pa pozivam, da v filozofskem kotičku tudi sami posežete po omenjeni knjigi Forum Sao Paulo in kulturna vojna ter še ostalih knjiganjih vezanih na to tematiko. Pripravljeni imamo program z vprašanji za naša gosta, na koncu pa so tudi možna vaša vprašanja in replike. Pa bi kar začeli. Gospod Janša, vi ste založbi Nova obzorja predlagali izdajo te knjige. Kaj vas je spodbudilo pri tem in kako ste pridobili prve informacije o kulturnem marksizmu? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, to knjigo smo predstavljali že širom po Sloveniji. Prvič pa v takem krogu, ker ste v glavnem mladi in me to zelo veseli, tako da hvala za to pobudo. Je to zelo pomembna tema in hkrati zelo spregledana tema. Jaz sem na to knjigo naletel hkrati z avtorjem. Na nekem srečanju je bil gospod Alejandro Pena Esclusa in je govoril o tej temi na sestanku Mednarodne sredinske internacionale, nekdanje Krščansko-demokratske internacionale. In v tej internacionali, jaz sem tam podpredsednik, je tudi veliko strank iz Latinske Amerike in tudi gospod Pena, ki je avtor te knjige, je iz Latinske Amerike. On je v bistvu venezuelski disident, bil je v zaporu v času Huge Chaveza, diktature, ki še vedno traja v Venezueli. Pobegnil v Kolumbijo, ko so tam zmagali levičari, ki pač izhajajo iz Foruma Sao Paulo, je moral ponovno bežati in je trenutno v Italiji, ker je dobil politični azil. Se pravi, v sosednji državi, bil že tudi 2-krat v Sloveniji, ker je predstavljal to knjigo. Zakaj je ta knjiga tako pomembna in je v Sloveniji bestseller? To je ena najbolj prodajanih tovrstnih knjig v zadnjih 2 letih. Zdaj, običajno, ko to vprašam, si pravi, zato ker je drobna. Zdaj, ljudje se bojijo debelih knjig, pravi mladi še posebej, verjetno.
In če je knjiga tanka, potem je tega strahu ni, lažje vzameš v roke. Ampak to ni glavni razlog. Glavni razlog je to, da je to knjigo napisal nekdo iz lastne prakse. Zdaj, on je vrhunski intelektualec, ravno zdaj je izdal že 3. knjigo iz te zbirke, ki govori o tem, kako je ravno ta kulturni marksizem v bistvu napadel tudi klasično umetnost in jo skuša razvrednotiti in preko tega tudi celotno družbo. Ni še prevedena, bo pa mislim nekaj mesecih tudi v slovenskem jeziku na voljo. Skratka, on je vrhunski intelektualec, je pa hkrati nekdo, ki je to izkusil tudi na lastni koži in ne piše stvari tako, da citira druge. Veste, danes, ko primete katerokoli malo bolj strokovno literaturo v roke, je pol citatov, pol pa se že vprašaš, kdo je to napisal. On piše iz lastne prakse, tudi iz prakse težkih trenutkov lastnega življenja, recimo, ko je bil on v zaporu in so bile v glavnem mestu Venezuele demonstracije proti režimu Huge Chaveza. Je bila med demonstranci tudi njegova hčerka, ki je delala za nek opozicijski časopis, imela je velik napis Press, se pravi novinar, ki je kao nevtralen, pa kljub temu so jo pač ti pripadniki paravojske od Chaveza pač nekdo z avtomatsko puško spustil rafal v prsa in je preživela samo zato, ker je imela zaščitni jopič. Ima pa še vedno pač sledi krogle v roki in mislim, da je bila stara 17 let takrat, nekje, mogoče je kdo istih let tukaj. On je težko zbolel, zato so ga pol tudi spustili z zapora. In takrat je on sklenil, da bo pač raziskal globlje vzroke za to, kar se je zgodilo v njegovi matični deželi. Zdaj o Latinski Ameriki gospod dr. Fink verjetno več ve, in bo kasneje kaj dodal tudi v praktičnem smislu, ampak Venezuela, odkoder izhaja avtor te knjige, je bila nekoč, mislim, da 5. najbogatejša država na svetu, ker ima silna naravna bogatstva, ene največjih svetovnih zalog nafte, drugih rudnin. In Venezuelci so tam imeli zelo velik standard, visok standard. Tudi kar nekaj slovenskih družin se je tja preselilo v tistih časih, ko so iskali okolje za boljše življenje in se je pa nekaj teh zdaj vrnilo sem. Potem, ko so tam levičarji pod okriljem Foruma Sao Paulo prišli na oblast, so Venezuelo spravili zdaj med eno od najrevnejših držav na svetu. Obljubljali so raj na zemlji, med in mleko, v bistvu so pa državo, ki je bila nekoč ena najbogatejših, pripeljali v bankrot, v razmere, iz katerih je doslej pobegnilo 12 milijonov ljudi v sosednje in druge države. Tako da, to sem povedal zaradi tega, da razložim, da to ni neka teoretična razprava o neki temi, ki se tako malo čudno sliši, zdaj kulturni marksizem, pač za marksizem smo slišali, kaj pa to kulturni marksizem, to za mnoge bolj tako zveni, leseno železo, ker marksizem potem, kot ga poznamo v praksi, je zelo težko kulturen, zdaj to ime, zdaj ne vem čisto točno, od kje je prišlo, je pa zagotovo dano zaradi tega, da se v bistvu zakrije bistvo zadeve. Sej danes to ni tako redek primer, ko se neka zadeva poimenuje ravno obratno, kot pa dejansko je. Tudi pri nas po drugi svetovni vojni vse, kar je bilo ljudsko. Ljudska republika, bilo je
globoko protiljudska, ampak se je imenovala ljudska. Ne. Tudi danes imamo te posnemanje, nekdo pač ustanovi neko društvo, pa se proglasi za glas ljudstva. Ne. Pač vsak med nami je en glas ljudstva. Ne more pa se nekdo proglasiti za glas ljudstva. Ne. Skratka, ta pojem ni pravi, ne, ampak se je uveljavil in pač označuje tisto vejo marksizma, zdaj da sem zelo konkreten, ki si prizadeva priti na oblast ne neposredno z nasiljem, z krvavo revolucijo, tako na suho, kot je bila oktobrska revolucija, ampak na ta način, da se razgradi vrednotne temelje normalne družbe. In na tej točki je izhodišče ali pa je začetek, rekel, klasičnega marksizma, ki se je pol preko pač oktobrske revolucije, Sovjetske zveze, Kitajske, Jugoslavije, tudi Kube, če hočete, Severne Koreje, prikopal do oblasti neposredno z orožjem, z nasiljem. In ta kulturni marksizem, ki pač skuša priti na oblast preko razgradnje vrednotnih temeljev družbe in pohoda skozi institucij, obe veji imata iste korenine. Ne. Te korenine so v komunističnem manifestu, kjer piše, mislim, da tam že na prvi strani, da je za vzpostavitev komunistične družbe potrebno najprej razgraditi, uničiti staro in vrednotne temelje te družbe in so našteti teh temeljev, kot so rekli, meščanske, stare, pokvarjene družbe je 5. To so družina, narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. In pač ta klasični marksizem je to pač hotel uničiti preko polastitve oblasti z nasiljem in potem z vzpostavitvijo pač institucij, ki v bistvu ne priznavajo teh temeljev, ne, ali pa jih pač z močjo represije in zakonodaje dajo nekam na rob družbe na začetku, če se to ne da takoj uničiti. Zdaj, kulturni marksizem pa to dela bolj počasi. To dela bolj počasi in da zaključim ta dolg uvod in to razlago. Sej, doktor Fink, mislim, da sva v Mariboru ali nekje so že bila skupaj in je to mogoče še boljš razložil, tako da bom jaz to skušal skrajšati. Zdaj, utemeljitelj tega kulturnega marksizma je italijanski politik in kot se je sam poimenoval za filozofa, teoretik Antonio Gramsci. On je bil sekretar italijanske komunistične stranke v času po prvi svetovni vojni in potem, ko je v Sovjetski zvezi že zmagala oktobrska revolucija in se je vzpostavil leninističen režim. Takrat so seveda vse te šefe komunističnih strank vabili v to domovino socializma, pogledati ta čudež. In tudi on je šel tja, tam mislim, da v zgodnjih 20 letih, in ko je potoval takrat po Rusiji oziroma po Sovjetski zvezi, je potem, ko je prišel nazaj, je napisal, da v Rusiji za vzpostavitev te brezrazredne rajske družbe na zemlji potrebujejo neizmerno količino nasilja. On je tam videl, kako so pač streljali kulake, kmete, zapirali ljudi, preganjali in ko je prišel nazaj v Italijo, je napisal, na zahodu, v Italiji in drugih zahodnoevropskih državah, na ta način
socializma ni možno vzpostaviti, ker se bodo ljudje uprli. To tako ne bo šlo in je potem v bistvu na izhodiščih teh 5 stebrov, ki jih je treba razgraditi, ne, kot temeljev meščanske družbe, zapisal formulo, kako priti na oblast preko institucij na Zahodu, kjer pač nasilne revolucije ni možno sprožiti, ker ljudje pač predobro živijo v tej meščanski družbi, ne, kot je rekel. In ta formula se glasi, ne, za razgradnjo teh vrednotnih temeljev stare družbe je potrebno osvojiti institucije. Predvsem tiste institucije, ki ustvarjajo zavest v človeku, odnos do stvari in do sveta. Se pravi, treba je zasesti šolski sistem, založbe, kulturne ustanove, medije, tisk, ne, takrat, če ni bilo interneta, drugače bi tudi to napisal, verjetno. In ko bomo to zasedli, potem je treba preko teh institucij stvari, ki predstavljajo vrednotni temelj družbe, narod, družino, vero, začeti obravnavati kot nekaj slabega. In ko bodo ljudje recimo na družino gledali kot na nekaj slabega, kot na nekaj, kar jih utesnjuje, potem tega ne bodo več pripravljeni braniti. In ko bo ta zavest o tem, da je to nekaj slabega, dovolj razširjena, bomo pač prišli na oblast brez tega, da bi morali delati krvavo revolucijo. Zdaj, ta zadeva se takrat seveda ni takoj prijela. Dokler je obstajala Sovjetska zveza, so ljudje na Zahodu videli, kako izgleda marksizem v praksi, a ne? In ni bilo prav veliko tistih, ki so bežali čez Berlinski zid iz zahodne v vzhodno Nemčijo. Vsi so bežali iz vzhodne v zahodno Nemčijo ali pa iz držav kao cvetočega socializma so vsi bežali na Zahod. Na milijone ljudi je pobegnilo iz komunističnih držav, tudi iz Slovenije oziroma iz Jugoslavije takrat na Zahod. Skoraj nič pa obratno. Ne. Nekterih so bili zaslepljeni, so šli, pa so pol nazaj bežali, pa so končali v zaporih. Ne. Zaradi tega se ta teorija kulturnega marksizma, dokler je obstajala blokovska delitev, Sovjetska zveza, ne, Evropa razdeljena, ni imela kakih velikih uspehov. Potem pa, ko je padel Berlinski zid, ko je prišlo do sprememb, ko je Evropa postala v glavnem večinoma demokratična, se je Evropska unija razširila NATO, pa seveda tega strahu ni bilo več, ne. Ali pa to, kakor bi še bil upravičen, ne, ker se je spregledalo to, kar se je dogajalo v Rusiji, ne, ker dekomunizacija ni bila izvedena in zato imamo danes vojno v Ukrajini in še mnoge druge negativne posledice. No, zdaj pa je enkrat bilo seveda lažje mladim generacijam razlagati, da ne, to, kar je slabo, to je treba razgraditi, pripeljati nove vrednote in ideologije, in se je kulturni marksizem začel na veliko razraščati. Tudi v Evropi. No, ampak še bolj drastično se je to dogajalo v Latinski Ameriki in ta knjiga govori predvsem o tem. Ne, Evrope se tudi dotika, lahko kasneje rečem, ampak takrat, ko je bila ta knjiga napisana, je ta komunistična internacionala, ki se imenuje Forum Sao Paulo, mislim, da obvladovala 12 ali 13 latinsko-ameriških držav z prebivalstvom, ki je večje od prebivalstva celotne Evrope. Danes je teh držav nekoliko manj, prebivalstva je pa več, ker so vmes prišli nazaj na oblast v Braziliji. Aktualni brazilski predsednik Lula da Silva je namreč ustanovitelj Foruma Sao Paulo. Sao Paulo je pa nastal potem, ko pač je razpadla Sovjetska zveza in so se tam
dobili v Sao Paulo, ti komunistični voditelj Latinske Amerike s Fidelom Castrom na čelu, nekdanjim diktatorjem Kube. In so razglabljali, kaj pa zdaj, ne? Zdaj Sovjetske zveze ni več, od tam je denar prihaja, vojaška pomoč, vse to, kako bomo pa zdaj delali revolucijo, ne? V Latinski Ameriki. Ja, obstaja druga varianta, to je kulturni marksizem in Forum Sao Paulo je organizacija kulturnega marksizma, ki se je preko teh poskusov in tudi uspehov pri razgradnju temeljev, ne, sodobne civilizacije pa družbe prikopala do oblasti. Ne. Zdaj, potem, ko pa pridejo na oblast, pa se je to oblast brani na vse načine. Kako se to dogaja, pa si lahko preberete v nadaljevanju te knjige, ki se imenuje Volilne prevare Foruma Sao Paulo. Zdaj, ta knjiga je zanimiva, ne, čeprav opisuje predvsem razmere v Latinski Ameriki, sem, ko jo prebereš, se spomniš tudi na kako volilno prevaro v Sloveniji. Zdaj, da vas malo spodbudim pol na koncu tudi k razpravi, ne, kot je že rekla voditeljica, mislim, da ima Kristina, ta moja kolegica, nekaj knjig sabo, tako volilne prevare kot kulturna vojna, in tisti, ki boste se prvi opogumili, dobite te knjige pol za darilo. Najlepša hvala za uvod. Omenjeno knjigo Volilne prevare imate tam malo naprej od Ambroža, poleg Foruma Sao Paulo. Zdaj, naslednje vprašanje pa je namenjeno vam, profesor Fink. Zasledila sem, da je Latinska Amerika laboratorij za vse, kar pride v Evropo. Kako bi to razložili nam, dijakom, v povezavi s kulturnim marksizmom in Forumom Sao Paulo? Ja, najprej hvala lepa za povabilo in za zaupanje, ki ga to vabilo predpostavlja. Zakaj bom morda pozdaj povedal, ampak zakaj govorimo o zaupanju namreč, pa posledična zahvala. Laboratorij, Latinska Amerika laboratorij, dejansko moral bi začeti narobe, to se pravi, iz Evrope je vse pluskalo v Latinsko Ameriko kot nov kontinent. Ne? Nov kontinent, pač Amerika, se veste, do leta 1492 je ni bilo, čeprav so nekateri geografi pa to že razmišljali, da mora biti nekaj, ampak dokler Kolumb ni prišel tam čez Atlantik in slučajno trčil, pa ni hotel odkriti novega kontinenta, on je hotel na okol zemlje priti v Indijo, zato da bodo lahko trgovali, ker je pač desna stran Mediterana, Sredozemskega morja, bil okupiran s turško, z otomanskim cesarstvom. Zato tam niso mogli trgovati. So rekli, bomo prišli pa na okol zemlje do Indije in tam. In s tem, ko je hotel okol prideti, je pa trčil slučajno nekaj novega. In tako slučajno odkril nov kontinent. Ne? Trčil je ob srednjo, ob Karibske, pač tisto en otok, in tako odkril nov kontinent. Skratka, po letu tam 1492 je iz Evrope začelo prihajati v ta nov kontinent polno enih stvari, predvsem iz naše, bom že kar zdaj rekel, grško-rimsko-judovsko-krščanske civilizacije. Ne? Poznaj, bo kakšna beseda lahko še na to, ali pa vprašanje, da že kar povem, te štiri elementi so tisti, ki tvorijo, ki sestavljajo našo civilizacijo. Dostikrat reče zahodna civilizacija. Ne? V redu, ja, ampak kaj to pomeni? Meni je všeč, ko rečemo vse, ko omenimo vse te štiri elemente. Grško, rimsko, judovsko, krščansko. Pa lahko dodajate še karkoli hočete. Jaz, ko sem bil v Južni Ameriki, pa sem doživel, pa sem na univerzi tam delal, pa sem tam dodal še indijanske, torej avtohtone elemente tej naši civilizaciji, ker očitno se je tam vse to pomešalo. Ne? Prav in ne prav pomešalo. Skratka, iz Evrope je pluskalo, kot jaz rad uporabljam ta izraz, je pluskalo vse v Južno Ameriko. Ne? In se je tam na podlagi teh idej iz francoske revolucije so nastale nove države, ki so se osamosvojile tam okoli leta 1810-20.
Sveda že prej gor Združene države Amerike, 50 let prej od Velike Britanije. Ne? Ampak, no, in tam to je vse pripljuskalo iz Evrope. Potem se je pa v Južni Ameriki, v Latinski Ameriki, latinska, južna, no, gor je Saksonska Amerika, spodaj je špansko govoreča Amerika, Francozi so pa tam okoli leta 1860, ko so šli pomagati ustoličevati cesarja Maksimilijana v Meksiko, se tiste šlo v vodo, a ne, tiste padlo v vodo, tiste ni šlo v kamer, a ne, ampak potem takrat so Francozi ta del Amerike imenovali latinska. Ne, nima nobene zveze, ampak meni to sploh ni všeč, ker je špansko govoreča Amerika, a ne, ali pa iberska, če hočete, zato ker je iberski polotok pač španski in portugalski predvsem zato, ker je velika Brazilija tudi, ne, tako da v redu, kakor hočete. Zdaj se je uveljavil ta izraz Latinska Amerika, pa naj bo, no. Skratka, pripluskalo je, tam sem obstal, ne, vse v Latinsko Ameriko, potem se je pa v Latinski Ameriki to začelo pa presnavljati, predelati, ne, in zato je tam postal to, kot je gospodična rekla, ne, laboratorij. Dejansko je bil pa laboratorij še zaradi nečesa drugega, pa to bi rad povedal in poudaril o tem, zato če bo kdo hotel raziskovati o tem. Zelo zanimiv primer jezuitskih misijonov v Paragvaju. Gotovo kaj veste o tem, lahko da ste kaj slišali, če pa niste, naj bo pa to prva priložnost, da to o tem kaj slišite, zato da lahko začnete potem raziskovati. Odlična stvar, ki je pa potem po pritisku raznih silnic v svetu, daleč od krščanstva in ravno proti krščanskih silnic, so pa potem preprečili, da bi jezuiti naprej delali in bom rekel, če rečem kolonizirali, beseda kolonija ima en skoraj danes že grd prizvok. Ampak jezuiti v Paragvaju, pa tam okoli so v tem gvaranijskem predelu, pleme Gvaranijev začeli dvigati, kulturno dvigati. Ampak počas, zato ker kulturni procesi so počasni. Kulturni procesi so obupno počasni. Ampak, če gredo v dobro smer, dosežejo svoj pravi namen in delajo pa solidno. Ne? In jezuiti so to počas delali 150 let in so hoteli še več, ampak potem je prišlo spet po enih mednarodnih pritiskih, celo na papeža, tako da je papež razpustil jezuitski red, saj o tem veste, a ne, in zato so morali tudi iz Južne Amerike, predvsem tiste Latinske Amerike, tam okoli Paragvaja, južni del današnje Brazilije, Paragvaj, vzhodni del Bolivije, pa severni del Argentine, to je veliko območje, so tam živeli Gvaraniji, še danes živijo tam potomci Gvaranijev, ne, in govorijo gvaranijski jezik, za kar se morajo zahvaliti jezuitom, tedanjim jezuitom. Ne. In pač izgnani so bili leta 1766 približno, a ne, in takrat se je končalo to. Je bil pa to tudi svojvrsten laboratorij, pa odličen, tako da so še veliki nasprotniki krščanstva oziroma katolištva, kot so francoski Voltaire, pa Rousseau, pa ne par takih, so govorili in celo pisali in so pisani ostanki o tem, ko so oni rekli, kako je to nekaj čudovitega, kaj jezuiti delajo v Ameriki, delajo neke vrste božjo državo, pa se ne take izraze tam kombinirali, zato da vsekakor to se je končalo, in potem je Amerika, Južna Latinska Amerika, ko se je začela osamosvajati od Špancev in Portugalcev, začela nekako, kako bi rekel, vodeneti. Zato imam jaz tudi v svoji knjigi, ko pišemo o Južni Ameriki, ravno na podlagi kulture pravim, da je Južna Amerika danes eno področje, ki je kulturno
zmedeno, da se elegantno izrazim, potem ponekod rečem tudi, da je kulturno prazen, to je lahko preveč grd izraz, zato ker bo kdo rekel, ja, se imamo velike pisatelje, velike mislece, pa vse to očitno, je to res, ampak na ljudski podlagi, na širši podlagi je pa ena praznina. Zakaj? Zato, ker prejšnje aboriginske kulture so zginile, ne, kot kulture, evropske kulture, predvsem španske in portugalske, pa niso tako močno pronicale v to družbo, da bi pustile kakšno, bom drugače rekel, da bi utrdile tamkajšno identiteto ljudi. Zato se danes srečujete in srečujemo z mnogimi prebivalci te Amerike, ki so kulturno prazni. Zdaj pa pridem kulturno. Kaj hočem reči? Vse veste, kultura ni kulture brez vrednot. Vedno, ko rečemo kultura, to pomeni vrednote. Dej, katera kultura je? Ja, so lahko različne vrednote. Ne? Če spravimo skupaj dve kulturi, pa lahko pogledamo, v tej kulturi so neke vrednote, v drugi kulturi so druge, pa vidimo, kako to štima, če gre to skupaj. Ne? In mnogokrat gre. Jezuitje so to v Ameriki spoznali in so zelo počas na tej podlagi začeli delati ta amalgam, ne? To zlitino bi lahko rekli, in Indijance začeli učiti na podlagi njihove domače kulture in to je čudovito. Ne? Indijancem ni bilo treba čist nič zanikati svojih korenin. Njihovo je bilo pač njihova identiteta, ampak te identiteti so pa počas jezuitje pa začeli dodajati krščanske prvine, krščanske vrednote. Ne? In tam se je začelo in zelo dobro. Ampak seveda, kot rečeno, potem je bilo to presekano, pa konc, ne? Pa pozabi. Ne? In še danes ne marajo o tem govoriti, zato ker je pač katoliško. A ne de? No, zdaj, to samo da hitro končam, glede vprašanje. Pač sem rekel, da je pluskalo marsikaj v Latinsko Ameriko, potem je pa tudi in tam se je vse to presnavljalo, pač laboratorij, en izmed dobrih poznavalcev, francoskih poznavalcev Latinske Amerike, pravi, da je to laboratorij političnega iluzionizma. Beseda iluzionizem je zelo tuja, meni ni všeč, ampak v slovenskem slovarju tujk je noter. Pač iluzionizem, pač je tisto, kar živi na podlagi nekih iluzij, nekih umotvorov, nekaj, kar si ti zamišljaš, da je, pa ni. Ne? Iluzije. Ne? No, politični iluzionizem je pa to pa še slabše, ne? Ker misliš, da je nekaj in to je ta laboratorij. Ne? Zdaj, prišlo je sem, tukaj se je tukaj. Včasih me zavede, še mislim, da tam živim. Tam se je potem to presnovilo in je potem pa šlo nazaj v Evropo, tako da so potem v Evropi rekli, ja, poglej se tam, ki je neke vrste deviški kontinent, poglej se je prijel, se je nekaj ratal, se je to in ono in tretje in potem iz tega gre potem nazaj. Ne? Kot da bi bil to en laboratorij, zato beseda laboratorij štima. Ne? Pa naj zdaj končamo o tem, no. Pa potem še kaj. Hvala, da ste omenili to, torej laboratorij politične iluzije. Gospod Janša, ker kulturni marksizem ruši demokratično družbo, potem rušenju kakšno alternativo nam ponuja, če sploh ponuja kaj boljšega? Ne, v bistvu ponuja isto alternativo kot klasični marksizem, se pravi brezrazredno družbo, ne, kjer vlada ljudstvo, ne, in kjer dobijo vsi po svojih potrebah. Ne. Tako da, kar se tiče začetkov, pa ciljev, ne, se klasični pa kulturni marksizem ne razlikujeta se glede tega, kako priti do tega cilja in popolnoma identične so tudi posledice, ne, tega poskusa. Ne. Zdaj, ena glavnih posledic ali pa en glavnih rezultatov tega je revščina. Obe veji marksizmov sta najboljši pri ustvarjanju revščine.
v nekaj letih so vsi, ki so pač prakticirali eno ali drugo različico, nekoč cveteče države uspeli pripeljati v revščino. Kjerokoli državo pogledate, zdaj, od Severne Koreje, Kube, Kolumbije zdaj, ki gre po isti poti, Venezuela itak, Nikaragua, rekli boste, kaj pa Kitajska, Kitajska je tudi, zdaj Kitajska je, kar se tiče ekonomske slike, drugačna, še posebej, ker pač mi Evropejci vidimo samo tisto, kar se dogaja v Pekingu, pa v Šanghaju, pa v teh, predvsem v priobalnem pasu. Ne vidimo pa tega, kar se dogaja v notranjosti Kitajske, kjer stotine milijonov ljudi živi v revščini. In je to nek tak čuden konglomerat v bistvu dveh sistemov, ki bo še dolgo časa verjetno stvar proučevanja teoretikov. Zdaj, Kitajska je tukaj nekaj izjema. Drugače pa glavni produkt je seveda ustvarjanje revščine. V samem bistvu tega pohoda kulturnega marksizma v družbo je zavist. Nekako ljudem vcepiti zavist do tistega, ki mogoče malo več ve, ki mogoče malo več ima, in na tej osnovi postaviti platforme za rušenje pač obstoječe civilizacije. Zdaj, prej je dr. Fink pač zelo natančno povedal, kaj je to kultura. Kultura ni nekaj, kar, ne vem, rečeš, imamo enega pesnika pa enega pisatelja in tako naprej. To je kultura. Kultura je dejansko skupek vrednot, način življenja nekega naroda ali pa neke skupnosti ali pa neke civilizacije. Zdaj, zahodna civilizacija ni glih, ravno tako kot Latinska Amerika ni ta prav pojem, tudi zahodna civilizacija ni. So pač ti stebri, ki ste jih našteli, zdaj temelj te zahodne civilizacije. Zdaj, če bi šli proučevati recimo ustave držav, ki pripadajo tako imenovani zahodni civilizaciji ali pa te krščansko-judovski tradiciji, veste, kaj bi našli kot skupni imenovalec temeljnih postulatov ustavnih ureditev teh držav? Našli bi 10 božjih zapovedi. V veliki meri. V 10 božjih zapovedih so vrednotni temelji te zahodne civilizacije. In z kulturnim marksizmom je to pač napadeno. In žal, kot je rekel prej dr. Fink, ta laboratorij iz Latinske Amerike je plusknil tudi v Evropo. Recimo v tej knjigi je opisano, kako je s pomočjo foruma Sao Paula nastala skrajno leva stranka Podemos v Španiji, ki je del vladne koalicije. Na zadnjih volitvah sicer so bili precej potolčeni, ampak so še vedno del, nek dodatek socialistom, da imajo oblast. In za čuda, tudi v Sloveniji imamo v parlamentu stranko, eno skrajno levo stranko, tako se tudi imenuje, Levica. Ta stranka je bila ustanovljena iz ljudi, ki so delali na veleposlaništvu Venezuele v Ljubljani. Ljudje, ki so to stranko ustanovili, so delali na veleposlaništvu Venezuele v Ljubljani in so tudi seveda hodili v Venezuelo na šolanje in se s tem hvalili, če danes imate na spletu. Recimo od gospe Violete Tomić, svalospev Hugo Chávezu in o tem, kako je treba tudi Sloveniji vzpostaviti takšen sistem. Se pravi, ta pljusk iz južnoameriškega kontinenta v Evropo je dosegel tudi Slovenijo in tudi imamo posledice, ker tudi Slovenija danes to vladna stranka. In ravno s dogajanjem v Sloveniji nadaljujemo. Gospod Janša, v spremni besedi ste kategorizirali države glede na delovanje kulturnega marksizma v njih.
Kam ste uvrstili Slovenijo in zakaj? Omenili ste pa tudi, da v Sloveniji ni bila potrebna dolga pot, da bi zavzeli institucije, ki oblikujejo človeka. Ja, zdaj, kulturni marksizem je imel pač v različnih delih te, ali pa državah te pač naše civilizacije različne uspehe. Zdaj, lažje mu je bilo nadaljevati delo v državah, ki so v tako imenovanih postkomunističnih državah, kamor tudi Slovenija spada, se pravi v državah, kjer smo imeli desetletja komunistično oblast, ki je nastala na podlagi nasilja, se pravi na podlagi krvave revolucije. Zdaj Slovenija je bila zelo krvava, ne? Še vedno čutimo neposredno te posledice. Ravno danes je bilo v Evropskem parlamentu razprava o tem, ne? Če je kdo spremljal, z zelo velikim zanimanjem, no? Hvala Bogu. Ampak v državah, kot je Slovenija ali pa pač Jugoslavija, kamor smo spadali do osamosvojitve, je ta klasični marksizem, ne, že v veliki meri razgradil nekatere vrednotne temelje. Ne. Zdaj, če pogledamo, ne, narod je bila kategorija, ki se seveda ne da razgraditi čez noč, ne, se je pa zadeva v bivši državi postavila na sekundarno raven, a ne. Parola je bila bratstvo, jedinstvo, a ne. Vsi smo bratje enotni in to je tik pred razpadom bivše Jugoslavije, saj vi se tega ne spomnite, ne, mogoče profesori, ne. Se je skušalo s tako imenovanimi skupnimi šolskimi jedri, ne, narediti en narod v Jugoslaviji, ne. Zanikati pač avtohtonost Slovencev, Hrvatov, Srbov, če hočete. Vera je bila prva na udaru, a ne. Že med samo revolucijo, pa tudi po njej, katoliška cerkev je bila razglašena za državnega sovražnika številka 1 in je bila tudi tako tudi obravnavana. Obstaja knjiga, ki je išla že, mislim, 25 let nazaj pri založbi Obzorje ali Demokracija, iz arhivov tajne politične policije, kjer so poročila tajne politične policije tam za 50. leta v glavnem, kjer je pač, kjer so originalni dokumenti objavljeni o tem, kako je tajna politična policija obravnavala tako imenovanega notranjega sovražnika, ne, in seveda katoliška cerkev je bila na prvem mestu, a ne. In so pol tam številke o zasledovanih, prisluškovanih, zaporih, obsodbah in tako naprej. Ne nekaj, kar bi nekdo po spominih pisal, ampak pač goli podatki. Zdaj položaj recimo katoliške cerkve v času pred revolucijo, oziroma v prvi Jugoslaviji in času po drugi svetovni vojni oziroma po revoluciji v drugi Jugoslaviji, primerjajte in boste videli, ne, kako je to, kakšen drugačen tretma je bil, ne. Družina, absolutno, ne, je bila napadena, ampak lahko rečemo, da je danes napadena bolj, a ne. Danes živimo sicer v samostojni Sloveniji, v demokraciji in tako naprej, ampak so sprejeli zakon, kjer imamo pač zakonsko zvezo med osebo A pa osebo B, a ne. Zdaj, če je še kakšen bolj grob napad na družino, pol mi ga povejte. Zasebno šolstvo, ne. Zakaj je zasebno šolstvo pomembno, ne? Vi hodite tukaj v pač teh kategorijah zasebno šolo, ne? Ni to državna šola. Ampak tega v Sloveniji nekaj procentov, ne? Še manj. Tako klasični kot kulturni marksizem se želi najprej, ne, vojsko, policijo, itak pa tajno službo, ampak poleg tega pa najprej se želi
polastiti šolskega sistema, ne, ker preko šolskega sistema se vzgaja mlade generacije in ustvarja zavest, ne, in naredi neko stvar pozitivno ali pa negativno, ne, se pravi, je ključno orodje kulturnega marksizma. Jaz sem bil član tiste prve ustavne komisije v tisti prvi skupščini, ki je predlagala parlamentu sprejemno ustavo in je bilo zelo veliko razprav o tem. In slovensko ustavo smo takrat zapisali in še vedno piše, ne, v slovenski ustavi, da je šolanje v Sloveniji svobodno. In piše tudi, da je moralna vzgoja otrok izključna pravica staršev. Ravno zaradi tega, ker ne, je bila takrat zavest o tem, ne, kako se je šolski sistem zlorabljal, ne za resnico, ampak za laž, ne, v prejšnjem režimu, tako prisotna, da smo slovensko ustavo zapisali trdne obrambne branike proti temu, da bi se zadeva ponovila. Zdaj, kljub temu, da to v ustavi tako jasno piše, pa seveda v praksi, ne, v določenih obdobjih v Sloveniji, ta del ustave ne da ni bil spoštovan, je bil neposredno kršen, ne, pri financiranju zasebnih šol itak, ne, desetletje preteklo, preden se je zdaj zadeva približno uredila, ne vem koliko odločb ustavnega sodišča, bilo tukaj referendumi, pri pravici staršev, da vzgajajo otroke v vrednotah, ne, ki jih tudi oni čutijo in živijo, pa je zdaj velika bitka, ne, ker se šolski sistem skušajo spraviti stvari, ki zagotovo tudi glede na rezultate nekaterih referendumov, ki smo jih imeli o tej temi, niso večinsko prepričanje staršev v Sloveniji, ne. Tako da to, kar piše v tej knjigi, ne, v glavnem za Latinsko Ameriko, niso vse zadeve neposredno prevedljive v naš prostor, ampak nekatere so pa zelo aktualne, ne. Tisto, kar je mogoče situacija povsem drugačna v Latinski Ameriki kot v Sloveniji, vsaj doslej smo mislili, ne, je tisto poglavje v tej knjigi, ki govori o tem, kako del teh finančnih sredstev za širjenje kulturnega marksizma in prevzemanje oblasti v Južni Ameriki prihajajo od mamilarskih kartelov, ne. To je en od pomembnih virov v tem delu sveta za financiranje tega, in ta sprega med mamilarskimi karteli pa kulturnim marksizmom je, ne samo znana, je dokazana in vidna, ne, recimo, ko je na zadnjih volitvah, ki so bile malo čudne sicer, v Braziliji slavil Lula da Silva, ne, skupaj s Fidelom Castrom, ustanovitelj Foruma Sao Paulo, so najbolj bučno proslavljali v tistih delih Rio de Janeira, ki jih v celoti obvladujejo mamilarski karteli, ne. Tam je bila največja veselica, rafali v zrak, telefonske žice so padale dol. Tako da je bilo to nemogoče skrito, ne. No, ampak ravno nekaj dni nazaj smo videli, da je tudi v Sloveniji po 13 letih sojenja zastaralo proces proti balkanskim bojevnikom, ne, to je eno tako veliko omrežje, ki je bilo razkrito. Tako da se bojim, da tudi ta krak sega, ne samo do Evrope, kar je jasno, ampak tudi do Slovenije. Kako vidite delovanje kulturnega marksizma v Sloveniji? Profesor Fink, kako vi to primerjate z Latinsko Ameriko? Kakšne so razlike, kakšne podobnosti? Ja, v temelji so isti. Lahko bi morda na hitro rekel, da načini delovanja tudi isti. Kajti, kot je že gospod Janša rekel, je to se pravi, vse temelji na vrednotah. Ne? Vse temelji, tako imenovani kulturni marksizem, vse temelji na vrednotah.
Poglejte, mimo grede, ko sem bil v Španiji pred že 45 leti, sem bil mlad, sem sicer imel že univerzitetno diplomo, ampak sem dobil štipendijo, glih poročena sva bila z ženo, pa sva šla, a ne ve, kot revna, če popolnoma revna študenta, ko mi da sva lahko do tja prišla in tam sva se zrihtala, pa so pa tam živela skoraj 5 let, sem tam 5 let študiral non-stop, a ne de, in sem se pa tam, jaz sem prišel tja s štipendijo, sem se pa tam srečal z neštetimi argentinskimi diplomiranci in mladimi intelektualci. In seveda to se srečaš, pa tam so bili vsi Argentinci, pa vsi bratje, pa a ne de, takole, ne. Pa mi je pa en prijatelj rekel, vsega nisem dobro, ampak zaupal sem mu, pa je rekel, veš kaj, Andrej, pazi se, veš, tle pa ni vsak Argentinec naš brat, veš. Aha, kako pa kaj, pa sem začel šele razmišljati. Svede, med tem je bila v Argentini vojaška vlada in tako je mnogo mestnih gverilcev iz Argentine, ki so bili vsi študirani, fantje pa dekleta, pribežalo pač v Španijo, šle v Meksiko, pa na Švedsko, ki je dajala zatočišče vedno za take ljudi, a ne de. No, in eden od tistih je bil malenko starejši od mene. In sveda on je mislil, da sva mi dva z ženo tam, da sva njihova, ne? Pa je rekel, veš kaj, poglej, zdaj ti bom jaz na kratko povedal. Glej, mi smo v Argentini začeli s podeželsko gverilo, tako kot Fidel Castro na Kubi, pa v Kolumbiji, pa v Venezueli, pa povsod po Južni Ameriki so bili najprej gverilci. Tukaj v Sloveniji bi rekli temu nekaj podobnega partizanstvu ali pa če ni isto, ne? No, ta prv smo začeli s tistem, pa nam je spodletelo, nismo uspeli. Potem smo začeli z mestno gverilo, pa tudi zdaj le zgubljamo, nam ne uspeva. Zdaj bomo začeli z medijsko in intelektualno gverilo. Mi dva z ženo sva se takoj spogledala, sva se nasmehla, kukor češ, ja, fajn, a ne de? Ne? In takoj sem jaz začel po knjižnicah malo iskati in tam sem prvič prišel v stik z Gramscijem, ne. Potem, ko sem se pa po 4 letih vrnila v Argentino, sva se pa ravno takrat srečala že z demokratično vlado, ker so jo vojaki pustili oblast, novi demokratični vladi, ki je bila izvoljena, je bila pa že socialistična ali kvazi socialistična. Ta je začela pa Gramscijeve recepte uporabljati in implementirati, to se pravi postavljati, ne, pošiljati, bi rekel, v javni prostor. Predvsem in najprej s tako imenovanim pedagoškim kongresom. Organizirali so, kako spremeniti naše šolstvo. In šolstvo in so bili pa takrat argentinski katoličani toliko bistri in tako korajžni, da so se temu uprli, da so se temu prav miselno bi rekel, zoprstavili in prav na miseln način, pa seveda tudi na konkreten način, potem to preprečili. In to tem ni uspelo. Seveda je pa začelo uspevati, pa potem veliko kasneje, pa z drugimi, na druge načine. Ampak takrat torej je bilo to, ne? Takrat sem jaz potem še malo več prišel v stik z Gramscijem, sem ga še malo bolj temeljito, bom rekel, začel brati, ne? Pa brati njegove stvari. In takoj sem videl, kako je pravzaprav ta italijanski marksist, kot nekateri pravijo, no bom jaz zdaj rekel to, ampak lahko nekateri ga imenujejo briljantnega marksista ali pa genialnega. Zakaj? Ja, zato, ker je humaniziral marksizem. Lenin je Marksovo idejo zrevolucioniral, a ne de, in jo rekel, postavil čisto v ene revolucionarne in zato tudi krvave poteze in tudi posledice po celem svetu. Medtem je pa Gramsci, ki je bil pa medtem, kot je prej rekel gospod Janša, je bil tudi v Sovjetski zvezi, takrat leta 22-23, mimo grede leta 21 je Gramsci ustanovil italijansko komunistično partijo,
On je bil sicer več let prej član italijanske socialistične stranke, ampak mu ni bila všeč, ker je rekel, da je pregorena stranka, da že ne more, da že ne da več od sebe nič, da ne more, in zato je on leta 1921 ustanovil italijansko komunistično partijo. Ne? Leta 1922-23 so ga že z Moskve poklicali, pridi na kongres. Je bil tam 2 leti. Tam je spoznal, tam je potem tudi malo potoval po notranjosti Velike Rusije in je tam videl to, kar je prej gospod Janša rekel, ne? In nekako videl je, kako neki naštima, zato ker oblast je bolševiška, oblast je čist komunistična, ampak greš pa na podeželje med ljudje pa greš nekam v eno hišo, pa te povabijo na skromno kosilce, pred kosilom vedno križ pa molitev. Ja, čak, pa je pa on rekel, kako je pa zdaj to? A je to komunistična dežela, socialistična, kot se je takrat reklo, ali ni? Ja, to ne gre skupaj, molitev pred kosilom, pa socialistična dežela. To ne gre. In tam je on videl, kako pravi, oblast je socialistična, komunistična, ljudje pa vrednote med ljudmi so pa še zmeraj popolnoma odprej. In ko se je potem vrnil v Italijo, bil še potem par let tam poslanc v italijanskem parlamentu, potem ga je pa fašistična stranka ga je pa zaprla. Krivično, to je treba priznati, on je mu poslansko imuniteto, pa so ga kljub temu zaprli, in je bil potem, to je bilo leta 26, tam nekje, je potem bil zaprt in je obsojen na 20 let v zaporu, je bil že sicer prej šibkega zdravja, v zaporu se mu je pa tisto zdravje še poslabšalo in vedno slabšalo, in leta 37 je umrl, ampak medtem pa veliko pisal. In pisal je to, kar je potem ostalo kot zvezki. Po italijansko je quaderni del carcere. Quaderno je zvezek, čisto šolski zvezek. Zato, ker on je prosil papir pa svinčnik, da bi kaj pisal, pa so mu dali šolske zvezke. Zato je potem v tiste šolske zvezke pisal, sama razmišljanja, ki so potem ostala, in to jih imajo danes zbrane v veliki knjigi, po tem imenu, quaderni del carcere, to se pravi zvezki iz zapora. Leta 37, in tam je on videl sledeče. Pravi, tle neki, kot je prej tudi že gospod, tle neki naštima. Tle, po mojem mnenju se je Marx nekje zmotil. Ja, ampak v čem je ta zmota? Ja, zato, ker on je rekel, to je zgodovinska nujnost. Potem Lenin je temu dodal, da je tej zgodovinski nujnosti treba pomagati, ker se prepočas realizira, in zato je treba pomagati tako, da se štrajki organizirajo, pa razne, da se potencira naravne konflikte v družbi, imamo vedno ene konflikte, jaz mislim drugače kot ti drugače kot on, in imamo to pravico, da drugače mislimo, ampak povsod, kjer je neka špranja, tam je treba zato, da se razbija. Če je v cerkvi, pa če duhovnik pride pa nekaj reče malo drugače kot to pa to, ta je že naš, tle je treba, da se tista špranja veča in končno v sistem razbije. To je bil Lenin. Ta pa pravi, Gramsci je pa rekel, pejmo rajši na vrednote. Pejmo na vrednote. Mi moramo najprej vrednote sprevreči, okolubernt. Se v tem je končno revolucija. Revolucioniranje, to je pač pride iz latinščine beseda, ki pomeni kroženje, in to pomeni obračanje, sprevračanje. No, to je treba narediti. Ampak pravi, Gramsci je to rekel, pravi, ne se matrati, nima smisla, da se trudimo, da delamo revolucijo s tisočimi pa 10 tisoči mrtvih pa prelito krvjo. Ne, zato da bomo potem dobili oblast. Ne, mi raje obrnimo zadevo, pa najprej vrednote prevrzimo, okolo obrnemo, in ljudje bodo s temi drugačnimi vrednotami, pa ko bojo prave vrednote, pač družine, vere in tega,
opustili, ko bodo izpraznjeni, bomo mi filtrirali noter te domnevne naše vrednote, a ne de? In na ta način nam bo pa oblast sama kot tepka padla v roke. Ponavljam, ni treba delati revolucijo zato, da spremenimo glave ljudem, pa miselnost. Mi raje narobe spremenimo najprej miselnost ljudi in nam bo potem brez revolucije, oziroma revolucija bo narejena, ampak mirna revolucija. Zato so nekateri potem govorili, da je Gramsci human marksist. Oni so bili krvoločni, pa Bubjavski, a ne de, to je pa human marksist. Viš, kako je to dobro, kako je to lepo, to pa gre. Viš, to pa je, te se pa splača. Ustaviti se ob tem, pa razmišljati, pa ne vem kaj še vse. Zdaj, jaz ne vem, če ste me vi, o čem ste me vi vprašali. Kakšna je razlika? Kakšna je razlika med slovenskim pa med latinskoameriškim? Kakor ga vi doživljali zdaj? Kakor sem ga vi doživljal, kakor sem ga jaz doživljal, pa kakor ga zdaj doživljam, ja, bom tako rekel, kakor sem začel. Ni veliko razlik. Ponavljam, gre za vrednote in zato sem prej rekel od začetka, da sem hvaležen za zaupanje. Zakaj? Zato, ker jaz sem celo življenje živel drugje. Zdaj pa, če pridemo drugje, pa opazujem kakšne stvari, ki so tukaj, bi lahko to izgledalo kot da... Svet, jaz sem živel, bom rekel, v svobodi. Vi ste tudi živeli v svobodi, samo malo drugačni, ne? Vi, mladi gospod Janša je bil že malo prej, pa profesori tudi, ne? To je bila svoboda, ampak tako, mi jo danes damo med navednice, to je bila domnevna, pa ljudstvo, kot je prej rekel, ne? To so same take lepe, prekrasne, bleščeče besede, ki pa odvisno, kako jo vzameš. Ne? Jaz sem tam živel v tem, kar naj bi se reklo, da je to prava svoboda, pa še tista svoboda ni bila popolnoma prava, ker na vse zadnje se ji noben red, noben sistem ni perfekten. Ne? Absolutno ni. Ampak vendar, demokracija se pa le pridružuje nekemu videzu, da je tam še najbolj garantiran, vse veste Churchill, ne? Ker je rekel, da je demokracija najmanj slab sistem. Ne? Vsi so slabi, ampak ta je pa še najmanj slab, zato ker dovoljuje, če je minimalno živ, ne, pa če če ustava normalno deluje, ne, pa javna oblast, pa službe, a ne, da se držijo principov v ustavi, potem bi rekli, da je to v redu, še najbolj normalen in zaupanje vreden sistem. Ne? No, tam smo imeli to in pa še to, tam smo imeli pa včasih vojaške vlade, včasih pa demokratične. Zato se je tam še lažje dalo primerjati. Ker no ja, ravno zaradi teh primerjav, no pa sem prišel, pa zdaj pa tle vidim kakšne stvari, pa tukaj govorim o tem, pa mi pa marsikdo lahko reče, ja, kdo pa si zdaj ti, da boš prišel od zunaj, pa boš tlele prpodoval, kakšne vidiš Slovence tukaj. Jaz sem živel tam kot Slovenec, pa ena velika skupina Slovencev tam, ker smo drugače živeli, pa smo bili drugačni Slovenci. Ne? Recimo v demokraciji živeči Slovenci, pa Slovenci, ki so izhajali še iz Slovenije, iz predvojne. Ne? Zato je bila njihova forma mentis, ne? Njihov mentalni ustroj je bil malo drugačen. Ne? Medtem ko v Sloveniji tukaj pa po letu 1945 je bil pa en grozen zastoj, pa grozna mentalna sprememba, ki je ljudi prisilila, da so začeli celo drugače misliti. In ko so šla desetletja mimo, so potem šle 2-3 generacije mimo, je potem miselnost mnogih Slovencev tukaj živečih že kar lahko malo drugačna, a ne da se čim lepše izrazim. Ne? Tako da iz tega vidika, no, rekli ste, kako je tukaj ali tam, a ne da naj velja tole, kar je bilo povedano.
Vračamo se nazaj na slovensko politiko. Gospod Janša, kakšno vlogo imajo nevladne organizacije pri promociji kulturnega marksizma v Sloveniji in ali bi lahko rekli, da njihova ciljna skupina so ravno mladi? Ja, za nekatere bi to lahko rekli, ne, je pa seveda res, da nevladne organizacije so, to je zelo širok pojem, ne. Zdaj, največ organizacija civilne družbe v Sloveniji je Katoliška cerkev, ne. Pol so pa gasilci, recimo, ne. Po številu, ne, članov, ampak običajno, ne, danes, ali pa recimo tam zadnje desetletje pod pojmom nevladna organizacija, dejansko razumemo pač razne asociacije, društva z zvenečimi imeni, kot je Glas ljudstva, ne, recimo, ne, ki niso nevladne, ne. To so organizacije, ki so financirane v glavnem iz proračuna in nastopajo kot paravojska leve politike, ne. In seveda obstajajo nekatere, ne, ki so še posebej promovirane, katerih cilj je loviti mlade, ne, v svojo mrežo. Seveda, zdaj, če ste prebrali to knjigo, boste videli, da je ustanavljanje mreže tako imenovanih nevladnih organizacij eden od načinov, kako osvojiti prostor strani pač te doktrine kulturnega marksizma. In ne samo v Sloveniji, ampak nasploh, ne, Evropska unija je tukaj naredila velikansko napako, ker je na široko odprla vrata in vključila v številne konvencije pa direktive tako imenovane nevladne organizacije kot faktor odločanja. Eno od teh direktiv je Aarhuška konvencija, ki govori o varstvu okolja. Ta določa, da če se pač ustanovi neka civilna iniciativa, ne, se imenuje za nevladno organizacijo, je avtomatsko stranka v postopku, ko gre recimo za spremembo namembnosti zemljišča, ko gre za, ne vem, izgradnjo nekega objekta, avtoceste, tako naprej. Zaradi tega recimo že leta stoji ta prvi krak južnega dela tretje razvojne osi ob Novem mestu, ne, ker se na ta način blokira, gre pol na sodišče zadeva, ne, ko je pač upravni postopek končan, oni se pritožijo, sodišče običajno nazaj vrne, pa se spet pritožijo in zadeve stojijo. Zdaj, poleg tega, da je za tem velikokrat politični cilj ali pa da so politični cilji, se je že velikokrat odkrilo, ne, da so zadaj čist finančni cilji, se pravi, nekdo ugotovi, da lahko izsiljuje in potem zadaj pride do izstavitve računa in do plačil in tako naprej. Na podlagi negativnih izkušenj je Evropski parlament, mislim, da nedavno, ne vem, če v zaključni fazi obravnaval pač resolucijo, ki omejuje pač doseg teh tako imenovanih nevladnih organizacij, ne. Zdaj, prej je bilo tudi vprašanje, pa nismo do konca odgovorili, ne, kaj je ultimativni cilj, končni cilj kulturnega marksizma, zdaj kakšen sistem vzpostaviti, da pol lahko preko tega obvladujejo družbo, ne. Kulturni marksizem teži k vzpostavitvi vladavine neizvoljenih. Se pravi, v vzpostavitev nekega omrežja, institucij, ki jih on kontrolira, niso pa izvoljene na volitvah. Ker čim so svobodne in demokratične volitve, običajno ljudje ne volijo tako, kot pač, ali pa velikokrat ne volijo tako, kot si oni želijo, ali pa vsaj vsi ne volijo tako, pa je opozicija, pa naslednjič pride do spremembe, ne. Če pa se oblast postavi tako, da je v rokah nevoljenih, neizvoljenih institucij,
potem pa se to lahko trajno kontrolira. Ne. Zdaj, kjer institucije niso izvoljene, nevladne organizacije absolutno niso. Ne. In Slovenije nevladne organizacije, ki jih vlada, ne, financira, tudi niso podvržene nobeni kontroli. Politične stranke so podvržene kontroli, pregledu računskega sodišča, omejitvam, tudi v evropskem prostoru so tukaj omejitve nevladne organizacije. Ni važno, odkot pride denar, zaradi tega so seveda tudi z lahkoto penetrirane s temi finančnimi injekcijami iz mamilarskih kartelov ali pa iz različnih lobističnih združenj, ne, ki si prizadevajo, da prek njih pač nekaj dosežejo. In seveda, če je to medijsko podprto, ne, potem dobijo tudi vpliv na javno mnenje. Zdaj, naslednja takšna institucija, ki ni voljena, je sodna oblast. Ne, sodniki imajo trajen mandat, doživljenjski mandat, se ne volijo tako kot recimo v Združenih državah Amerike, kontinentalno pravo je drugačno in zaradi tega je sodstvo ena prvih tarč, ne, kulturnega marksizma. V Italiji so bile študije narejene o tem, kako je ta marksistični del italijanske politike zavzel sodstvo, ne, pa smo videli, kakšni so bili rezultati. Zdaj v Sloveniji niti tega ni bilo treba narediti, ker je bilo že zavzeto, ne, preko klasičnega marksizma in tle ni bilo nobene reforme, ne, tudi ko smo šli v Evropsko unijo in je to velik problem in zdaj je pač razprava o ustavnih spremembah, kjer se želi to še bolj cementirati, se pravi, da sploh ne bilo javnega postopka v Sloveniji za volitev sodnikov, da bi v bistvu sami sebe predlagali, predsednica bi jih pa na koncu kar samo pač podpisala. Ne. To je zdaj v razpravi, ne. Se pravi, se gre tukaj naprej in seveda potem so mediji, a ne. Zdaj, v eno ključnih ciljev pač kulturnega marksizma je polastiti se medijev, ne. Tudi kulturnih institucij in vsega tega, kar smo prej govorili, ampak predvsem medijev, ne. In potem seveda pridemo v situacije, ko se ljudje sprašujejo, kako je možno, da recimo na prvi pogled tipične kapitalistične ustanove financirajo projekte kulturnega marksizma. Ne. Zdaj, eno tako znanih imen, na katero ste mogoče že kdaj naleteli, vidim, da imate tukaj različne revije, pa malo prelistate najbrž, je George Soros. Ne. To je ameriški multimiliarder, ki odprto financira projekte kulturnega marksizma. So tudi drugi, ampak verjetno je ta največji, tudi najbolj znan, preko tega omrežja odprte družbe, tako imenovane Open Society Fund. Na spletu lahko najdete pač njihove študije, analize, seznam evropskih poslancev, ki so njihovi, ne, tako daleč to gre, tudi nekateri iz Slovenije, ne. Pač zanimiva imena in se potem pač to pri ljudeh z neko klasično izobrazbo to potem zbudi vprašanje, kako je možno, da nek kapitalist, ne, milijarder, finančni kapitalist financira projekte kulturnega marksizma, ne. In seveda o tem nikakih razprav, ker se to skriva, zmeda ne bo. Običajno mnogi ljudje nasedajo, pa si mislijo, saj če to pa ameriški milijarder financira, to ne more biti nekaj socialističnega, ne? Ker je to v nasprotju z klasičnim razumevanjem političnega sveta. Ampak stvar ni tako komplicirana, je bolj enostavna, ne? Zdaj, ko gre za mednarodni špekulativni finančni kapital, ne, kar Sorosjevo omrežje je, ne, špekulativni kapital, se pravi, je to denar, ki se pač posoja in se zato zasluži visoke obresti. Zdaj, kaj o tem piše v Svetem pismu, najbrž veste. A ne, interes tega špekulativnega finančnega kapitala je,
da je na svetu čim več nesposobnih socialističnih vlad, ki svoje države spravijo v dolgove, si morajo sposojati denar na mednarodnih trgih in plačevati visoke obresti. Od tega ta finančni kapital živi. Ne? Stvar ni tako komplicirana, kot se mogoče zdi. Je ujemanje tega interesa. Ne? Tudi v Sloveniji, ko smo imeli pač dolgo recesijo, pa smo si veliki sposojili in tako naprej, predstavniki tega kapitala so zelo pogosto obiskovali institucije finančnega ministrstva. Ne? Ni lažje priti do denarja, kot če nekomu posodiš, ne vem, milijardo, pa ti on pol plačuje 7 ali 8% obresti, veste, koliko se to nabere, ne? Na leto. Ne? Obstaja pa seveda tudi delno ujemanje med multinacionalkami in doktrino kulturnega marksizma. Zakaj? Zdaj, kulturni marksizem ali pa marksizem nasploh, cilj tega je razgraditi narod. Ne? Narod je temelj nacionalne države. Ne? Tudi v slovenski ustavi piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki pa temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda. Skratka, če slovenskega naroda ni, slovenske države ni, ne? Po naši ustavi. In zdaj podobne dikcije imate praktično v veliki večini ustav vseh držav na svetu, ki so v glavnem pač nacionalne. Ne? To se ne odgovarja multinacionalnemu kapitalu. Zakaj? Ker nacionalna država predstavlja omejitve, predstavlja carine, predstavlja meje. Multinacionalka si pa želi, da svoje produkte prodaja, če se da, po čim bolj enakimi pogoji po celem svetu. In da ima direkten dostop do potencialnega potrošnika. Zdaj, ko gre za produkte digitalnega sveta, tlej itak skoraj ni meja, ne? Čeprav se skušajo postaviti, je to pač manjši problem. Ko gre pa za klasične produkte, pa seveda, ne? So carine, ne? So omejitve, so fitosanitarna pravila različna v različnih državah, ne? In pač razgradnja naroda in nacionalnih držav in enoten trg po celem svetu je v interesu teh multinacionalk in zaradi tega danes recimo v Združenih državah Amerike, ne, mi se včasih čudimo, ne, ampak to, da so tam levičarske strukture, ne, na čelu multimilijardnih podjetij, ne, z zvenečimi imeni, to ni zgolj slučajno ali pa posledica kakega klientelizma, ko pač starši zaposlujejo otroke in tako naprej, ampak je to pač del tega ujemanja interesov. Ne. Pač tak ideal globalizacije multinacionalk je en planet, en trg. Ne. Brez omejitev, ker pač omejitve zmanjšujejo dobičke. In tukaj pol pride na drugi strani kroga ujemanje v interesih, ki ga seveda običajni potrošnik enostavno ne vidi. Je pa tukaj seveda ta nivo ali odstotek ujemanja bistveno manjši ali pa je na nižjem nivoju kot pri mednarodnem finančnem špekulativnem kapitalu, kjer je pa, rekel, interes 100% pokrit. Prišli smo do zaključka dela z vprašanji. Zdaj pozivam publiko, da se kar pogumno javi, če ima kdo kakšno vprašanje, če ne, jih imam pa še jasno zalogi. Korajžni dobijo knjigo. Tako da. No, mogoče damo malo časa za razmislek. Vprašanje za oba gosta. Kaj lahko mi kot posamezniki naredimo, da ne postanemo žrtva kulturnega marksizma? Kako se obraniti pred tem? Zelo enostavno, pač preberite to knjigo. Ne.
Forum Sao Paulo, kulturna vojna. Kdor bo to knjigo prebral, nikoli ne bo žrtev kulturnega marksizma, ker bo vedel, odkje prežijo nevarnost. Če ne bi na glas. Ja, mene samo zanima, kako bi pa zamejili ta kulturni marksizem v slovenskem oziroma evropskem prostoru. Zdaj v Sloveniji smo to začeli zamejevati z prevodom te knjige. Sej, o kulturnem marksizmu, ne, tudi v slovenskem jeziku, je veliko knjig napisanih. Tam so take. Ja. To so knjige rekel sem, debelimi platnicami, ne, ampak tudi z precej težkim jezikom. In avtorji, ki to pišejo na podlagi proučevanja, ne pa na podlagi lastnih izkušenj in lastne prakse, in zaradi tega se te knjige ne berejo. Ne. Ta knjiga se pa pač bere, in knjiga, ki se ne bere, ne deluje, knjiga, ki se bere, pa pač učinkuje. Pa seveda na spletu, ne, sej, ko boste, če boste to prebrali, boste videli tudi, kje naprej informacije iskati. Ne. Tudi na spletu je ogromno tega. Ne. Samo se to ne reklamira, ne propagira, ni to nikjer med kakimi bestsellerji, bog ne daj, da bi kdo to opazil. Recimo Forum Sao Paulo, ne, institucija, ki obvladuje večje število prebivalstva, kot ga šteje Evropska unija. Jaz kar spremljam tudi mednarodno politiko in tako naprej, ampak še 10 let nazaj za ta forum nisem slišal. Nisem slišal. In recimo tam leta 2003 je bil v Sloveniji ustanovljen Forum 21, če se kdo spomni. Takrat smo se vsi sprašvali, zakaj se imenujejo ravno forum, a ne? Zakaj ni to komite, odbor, agencije, karkoli, ne? Zakaj je to forum. A ne? Še ko sem to knjigo prebral, ne, se mi je zdelo, kje so dobili navdih, ne, za to ime. To omrežje, ne, obvlada, ne, te informacije in software in tako naprej, pred drugimi se pa to dosti skriva. Se pravi, prva stvar, kar se tiče obrambe, je to, da vemo, ne, za kaj se gre. Pa da to vedenje tudi širimo naprej, ne, da poveste tudi tistim, ki jih danes tukaj ni. Imate repliko? Ja, torej, namreč kako se zoperstavljati, ne? Jaz bi rekel, poudarjati vrednote. Ampak pozor, ne? Vrednote, kaj je zdaj vrednota? Tudi tukaj v Sloveniji slišimo, ja, pač razne ustanove, vrednote, ne vem, če tega, česa, unga, ampak vrednota je tisto, kar resnično je vredno. Kajti, če nekaj ni resnično vredno, ja, potem to ne more biti vrednota. Ne? Zdaj, svede, kdaj pa je, to so pa zdaj, da manj tle zdaj filozofirati, prvič nisem filozof, ampak tudi kolikor sem en mal, a ne, ja, kdaj je neka stvar dobra, kdaj je neka, pa take stvari, ne, dobra je neka stvar takrat, kadar izpolnjuje v najboljšem merilu, na najboljši način pomen in namen, ki ga tista stvar ima. Doskrat, kaj s tem, ne vem, zmeri na fakulteti reče svinčnik, kaj je svinčnik dober ali slab? Ja, zakaj je svinčnik, zakaj je pisalo, recimo, no, svinčnik? Pisalo, ne? Ja, a je dobro ali slabo? Ja, veš kaj, navaden plastik je, ne glede na to, da ima eno ime gora, ne, to je plastik, to je pocen stvar. Ne? Ja, ampak kaj je namen tega? Ja, da piše. In da ti, ko si na enem predavanju, da v šoli, na univerzi, na sodišču, ne vem, kjerkoli, lahko pišeš. Ja, in to piše, to se pravi, ti se poslužuješ tega in ti to služi. Ja, pišem in zapisujem in polno stvari, pa lahko knjigo napišem, kakor so jih včasih pisali, a ne, da s tinto pa se prste maže, je rekel Prešeren, a ne, da polno stvari napišeš, če si napisal, potem je dobro, ker izpolnjuje svoj namen. To se pravi, neka stvar je dobra, kadar izpolnjuje namen, zaradi katerega je bila tista stvar zamišljena, narejena, skonstruirana, ne. Zdaj, vrednota je pa tisto, kar je nekaj, da je nekaj resnično vrednega.
Ne? Da kdaj pa je to vredno? Ja, takrat, kadar je dobro. Ne? Kajti mnoge stvari nam danes prodajajo, kot da so vrednote, ki so daleč od tega. Ne? In mnogo ljudi naseda, pa ne nujno mladih, tudi seveda, ampak ne nujno mladih, tudi starejši ljudje nasedamo na te stvari, če nismo dovolj osveščeni, ne? Če se ne zavedamo točno, kaj pa če ne premislimo. Pa včasih premislimo, pa nimamo zadost elementov, kaj s tem, ampak tisti, ki recimo, da smo malo več študirali, lahko malo laže analiziramo neko stvar, ne? Pa še takrat je doskrat treba zelo naokol, pa zelo pazljivo pogledati, pa se posvetovati, ti kako ti to razumeš, kako on razume, meni se zdi, da tle nekaj naštima, ampak kako ti pa, no in potem rečem, aha, tle je zajec, tukaj tiči zajec, kot rečemo potem, ne. No in pri tej stvari je torej v tem zadeva, ne, da poudarjamo vrednote, ampak tiste vrednote, ki torej so. Drugače bi pa rekel, pa če gremo že proti koncu, nekje, ko so mi vprašanja poslali, je nekje na koncu, kaj bi svetoval mladini, pa če smo že pri koncu, no, bi pa jaz rekel, da plavate proti toku. Ja, kaj pa se zdaj to pravi, plavati proti toku? Močna riba. Ja, kakšnemu toku, ja, vsaka reka ima en tok, ali pa ena avenija, ena cesta, ne, ima en tok prometa, ne. Ja, jaz bom pa plaval proti, zakaj proti? Se gre vendar tok tja in to je menda prav, ja. Če je prav, če pa ni prav, pa ni prav, ne? Razumete? Če enkrat vidite, da vas tok nekam pele v ene slapove, kjer se boste razbili pa raztreščili, potem boste rekli, ne, lepo prosim, čim prej ven. Ja, pa me tok močno vleče, pa je težko, proti je grozno težko plavati. Pa so meni, ko sem bil toliko star kot vi, pa so že meni to rekli, plavati proti toku, fantje pa dekleta. Plavajte proti toku. Aha, kako, kdaj, na kakšen način. Pa a izmeri to treba, da plavamo proti toku? Ja, morda zmeraj ne. Ampak vprašanje je, premislite, kakšen je tok in kam vas pelje. Ne? In če vi spoznate, no, zdaj bom rekel, kaj pa če ne spoznate? Ja, posvetujte se s pametnimi ljudmi. Kdo so pametni? Ja, ne vem, boste že pogledali. A ne, boste že, pa vam želim veliko sreče. Tudi kakšni svetovalci včasih niso najbolj pametni, ampak poskuste, no, potrudite se, veliko dobrih ljudi imate in veliko pametnih, začenši s svojimi starši, pa s profesorji, verjetno, a ne, pa razmišljajte, pa če ne boste zelo zadovoljni z odgovorom, pa še naprej razmišljajte, ne? Pa pejte še kakšnega drugega vprašati, ne? To, da imate ene referenčne točke, ne? Na podlagi katerih lahko potem sami razmišljate in to je največ vredno, da sami razmišljate. In potem vidite, da nekaj štima ali pa nekaj, kadar vidite, da nekaj ne štima, kakor lepo po domače rečemo, potem se lahko vsi malo, no, rekel, strašimo, ampak hop, pozor, tle pa nekaj, no, rekel, da smrdi, kakor v deželi danski Šekspir, ne, ampak da nekaj naštima. In če ne štima, spet posvetujte se, pejte gledati kakšne knjige, pa to, zato da razmišljate. In to je pravzaprav največ vredno, a ne, da pozor, ne, iz toka, tok nas vse, tudi mene, ki sem star, me vleče nekam. Ja, ampak jaz moram biti toliko, da bom rekel, tole ni prava smer. In čim prej stran iz tega toka, ja, kaj proti obali, kontra toku, kot rečeno, je zelo težko plavati. In morda včasih celo brezupno, čeprav je zelo meritorno, veliko vredno, da človek plava proti toku, ampak lahko je tok tako močan, da te odnese, ampak v tem primeru biti tok pameten, da se čim prej proti obali pa se tam nekje primeš, pa potem se zmažeš ven iz tega, pa gledaš, kam gre vse, pa vidiš, da gre vse nekam, da drvi vse. Tam vidiš potem, da je prav, da si šel ven in da si zmislil malo svojo glavo, a ne, in ne sledil tistemu toku, no. A daš Gašperju nazaj, pa naj da Gašper vidu. Ja, moje vprašanje pa sicer podobno prvemu, ne. Prvo vprašanje se je bolj navezovalo na ta družbeni nivo, kaj lahko mi storimo, da pa preprečimo to širjenje kulturnega marksizma. Zdaj pa mene zanima, kaj bi naprimer jaz lahko naredil na osebnem nivoju, da bi pač
poskušal, ne vem, da me ne bi razne te levičarske, marksistične floskule, ne vem, da bi mi glavo malo, da bi mi prale glavo, ne, ker naprimer jaz zdaj, ker sem mlad, sem se začel malo tako na medije obračati in zdaj, kakor jaz vidim v Sloveniji, ne, kaj se dogaja z našo nacionalno radio, televizijo, a pa pol, ko pogledaš tudi naprimer razne medije, ki sploh še ne veš, ali so odvisni ali so neodvisni, ko jih bereš, so skoraj že vsi, ne vem, širijo to neko levičarsko idejo, ne, in zdaj mene zanima, ne, kaj bi lahko jaz naredil, da bi lahko predvsem, a so kakšne novice neke verodostojne ali niso, ne, kaj bi mi lahko pri tem pomagali, in ja, zdaj, ker res ne veš, kaj bi, ker naprimer te imaš Mladino, ne, ker Mladina, kakor jaz berem, se mi zdi tako, sicer bi jo označevali za neodvisni medij, ampak ko pa bereš to revijo, pa vidiš, da je spet ni lih čist tako, a ne. In zdaj me ne zanima, kako je zdaj to, kako naj je predvsem, a je medij neodvisen ali odvisen, tako, da vem, no, zdaj na katero stran se postav. A daš kar vidimo zdaj? A lahko kar zelo, lahko dva vprašanja naj. Ja, seveda. Ja, jaz bi pa rad vprašal, koliko je dejansko mogoče, da se v Sloveniji zgodi nek scenarij Venezuele, pa koliko časa bi približno to vzeli, če se že da? Ja, to gre zelo hitro, veste, ne. Ko mojstri pridejo na oblast, ne, revščina zelo hitro pride. Ne. Sej tudi Slovenija, leta 2008 je Slovenija dosegla 91% povprečne razvitosti Evropske unije. Ne. Po 4 letih članstva smo bili na 91% povprečja Evropske unije, Italija je bila takrat na povprečju na 100%. Pa je imela silno prednost. Ne. Zdaj, ko se je Slovenija osamosvojila, je bil slovenski standard, mislim, da 47% evropskega povprečja, ali pa celo manj. No. Res je pol to povprečje znižalo, ker je 10 novih članic prišlo, ampak ne tako bistveno. Skratka, Slovenija je tam od leta 1991 do 2008 zelo hitro napredovala. Ne. Potem pa je prišla leva socialistična vlada v času recesije in mi smo padli za 10%. Ne. Pa je bila cela Evropa v recesiji, isti pogoji so bili. Ne. Bili smo že v evroobmočju, tudi isto valuto smo imeli, ampak ne, so Slovenijo takrat toliko zadolžili za tako visoke obrestne stopnje, takrat je bil verjetno Soros naše vlade silno vesel, ne. In smo padli. In zdaj smo, po 16 letih smo prišli nazaj. Nekje na 91%, 92%. Ne. Tako zelo hitro gre, ne. V nekaj letih in je, pa ni bila to, je bila pač levičarska vlada nesposobna, ni imela vseh elementov pač teh vlad kulturnega marksizma iz Južne Amerike. Zdaj, kako ti osebno nekaj spremeniti. Ne. Zdaj ljudje ali pa mladi, ne, v vaših letih, ne, vaša generacija začne spoznavati svet okrog sebe. Ne samo drevesa, ne, ampak tudi gozd. Veliko stvari vsak dan vas več zanima in seveda pogovarjate s svojimi sošolci, sosedi. Zdaj jaz mislim, da tukaj ste v dokaj normalnem okolju, ne, in mislim, da to ni polje, ki ga je treba ne vem kako obdelovati. Ne. Ste eno, kar se šolskega sistema tiče, redkih normalnih okolij, ne, v državi, žal. Ne. Seveda pa poznate tudi tiste, ki niste iz tega okolja. Ne. In če imate software, ne, in veliko softvera je pač, ne, v takšnih in podobnih knjigah, lahko greste v debato, ne, z svojimi kolegi, prijatelji, sosedami, inicirate to debato, ne, in se pogovarjate z njimi. Ne. Zdaj, če nekdo bere, ne vem, Mladino, ne,
pa ni prebral te knjige, bo verjetno drugače gledal na nekatere stvari. Mislim, da ga boste z lahkoto prepričali, če je kolikor toliko pri sebi, pa večina mlade generacije. Zdaj, kako pa spoznate, kakšen medij je, kakšen, ja, predvsem potem, ko ga predstavljajo, ne. Zdaj, če bi v Sloveniji to druščino, ki se pač v Južni Ameriki imenuje Forum Sao Paulo, ne, zbrali skupaj, sej nekoč so že imeli svoj forum, ne, bil Forum 21, pa so ga pol razpustili. Potem bi lahko mirno rekli, da je mladina glasilo tega foruma. Ne. Tako da, in če preberete, veste, kaj sporoča, ne, kako ideologijo širi. Ne. Če pa imate vi pač argumente, ne, ko gre za debato in tako naprej, lejte, lahko zelo veliko ljudi spravite na to, da gledajo realno, ne, z svojimi očmi pol na svet in znajo stvari tudi presojati. Želite repliko, profesor? Ja, ne vem, to stvari je toliko, da potem človek ampak človek bi rekel, pa ste na resnične vrednote. A ne, kaj pa so zdaj resnične vrednote? Tisto, kar je res vrednota, še to, kaj je res vrednota, da je res nekaj vrednega, kaj ti mnogi govorijo o vrednotah tega in onega in tretjega. Ne bom zdaj tlele, skoraj bi rekel, degradiral tega srečanja s kakšnimi stvari, ki so daleč od tega. A ne, ampak da je res nekaj vredno. Da je res nekaj vredno. Včasih imamo to srečo, da vidimo to takoj, včasih pa ne, ker je malo zamegleno, ali pa drugi poskušajo, da je to zamegljeno, pa meglijo. Ampak važno je pa to, da vidimo, da ni vse enobarvno, in če ni vse enobarvno, ker smo misleči ljudje, misleči ljudje, potrudite se in ne kupiti vsega, kar tako, da je vse samoumevno, kar slišimo, vidimo, premislite. Jaz dostikrat rečem, tudi meni ne verjamete, pejte pa preverite. Govorim samo zase, gospodu Janšija. Ampak preverite, premislite, ste misleči ljudje, mladi, ki imate celo življenje pred seboj, preverite, pomislite. Mi smo vam tlele vrgli nekaj elementov, pa premišljujte, če ima nek smisel. Pa pejte v kakšne knjige, pa pejte v kakšne druge take alternativne možnosti, da preverite, pa premišljajte, pa se posvetujte s kakšnimi ljudmi, ki se vam zdijo, da so pametni, ker nismo vsi ljudje pametni, žal. Mnogi so, ne samo, da niso pametni, ampak so celo zlobni. Pozor. Jaz imam pa vprašanje, kam bi glede na to kulturno vojno uvrstili, recimo kot imamo danes teorije spola, LGBTQ, in kdaj se je v bistvu pri levici zgodil ta sprememba odnosa, ker vemo, da stari trdi komunisti so zelo nasprotovali recimo homoseksualcem. Kdaj se je to spremenilo? Ja, to zadnje je ena od razlik med tem, rekel, trdim marksizmom, ki smo ga mi imeli, pa še nekatere druge komunistične države, in med kulturnim marksizmom. Zdaj, kam bi to uvrstili? To bi uvrstili v arzenal kulturnega marksizma za razgradnjo družine. Teorija spola, če nekdo trdi, da je 47 spolov. Ja, ampak to je teorija, pa tudi če danes poslušate recimo v Sloveniji pač pomembne ljudi, ki vplivajo na javno mnenje in ste pozorni na govorico, govorijo o tem, da sta spola enaka. Pa da imajo moški lahko menstruacijo. No, ampak gledajte, ljudje, ki sedijo v slovenski vladi, danes poslušajte, da uporabljajo ta volk jezik, to je jezik kulturnega marksizma. Volkizem je pač, lahko bi rekli, kulturni marksizem, druga beseda za to. Spola sta enaka, zdaj, če bi bila spola enaka, nas ne bi bilo. Spola morata biti enakopravna, nista pa enaka. Zdaj, prej je dr. Fink rekel, treba paziti, kaj so to prave vrednote, pa znati ločiti. Zdaj, prvi korak do tega je, da
da se pazi na resnico. Ne? Resnica je samo ena. Zdaj, v Sloveniji smo takrat, ko se je začela družba demokratizirati, poslušali od tistih, ki so bili prej pač brez volitev na oblasti in tako naprej, stavek, obstaja več resnic. Vsak ima lahko svojo resnico. Pa slišali smo tudi, Berlinski zid se je podaril na obe strani. Bivši predsednik države je to skozi ponavljal. Ne? Mislim, ne obstaja več resnic, ne? Pač, lahko imamo različne poglede na nekaj, kar se je zgodilo. Ne? Ljudje imamo različne poglede na nekaj, kar se je zgodilo in bistvo demokratične družbe je, da dopušča različne poglede na nekaj, kar se je zgodilo. Ampak to še ne pomeni, da lahko rečeš, nekaj se je zgodilo, nekaj, ali drugi pa reče, ni se zgodilo, če se je nekaj zgodilo. Razumete? To, da je zdaj podnev svetlo, je dejstvo. Ne moramo zdaj reči, da pač lahko pa rečemo tudi, da je podnev tema. Ampak tako daleč se je prišlo. Ne? Tako daleč boste prišlo, ko boste brali Mladino ali pa kaj drugega, podobnega, pa boste notvili stavek, obstaja več resnic, zato pol že veste, ne? Kam stvari gredo. Ne? In še 15 let nazaj, zdaj tudi to, kar ste vprašali, ne? Včasih LGTB tudi v komunizmu ni bilo Che Guevara, ikona levičarjev, je znan po tem, da je homoseksualce streljal na licu mesta. Ne? Ja. Pa je bil zdravnik? Ja. Morda ravno zato. Ja, no, ampak sem danes pa vidiš, greste po Berlinu, recimo, to sem jaz videl, pa najdete nekoga, ki nosi majico v mavričnih barvah, gor je pa še Che Guevara naslikan. Mislim, genialno, ne? Ali pa zdaj, ko ljudje z mavričnimi zastavami po Evropi protestirajo za Hamas. Ne? V Gazi pa seveda ne ravnajo ravno prijazno z istospolnimi, da ne govorimo o Iranu, ki pa je zdaj vodi celo odbor Združenih narodov za človekove pravice. Skratka, ta pohod teh ideologij je šel naprej in je pripeljal stvari v absurde, ampak ker je zavzeto toliko institucij, ker je toliko medijev obvladanih, ker je toliko tega prostora zavzetega, se teh ljudi ne pošlje v norišnico, ker pred 300 leti, če bi nekdo nekaj tacga trdil, pač bi se pripeljal nek avtomobil, ljudje v belih plaščih bi prišli, pa bi bil deležen kakega medicinskega tretmaja. Zdaj pa se to prodaja kot dejstvo in seveda, pa je to zmeda, pa ljudje se pol ali pa celo mladostniki, se pol pri tam najstniških letih odločijo, da bodo spol spremenili, pa gredo na operacijo. Pol ko to seveda mnogi spoznajo, bila to velikanska zabloda in tragedija, ki jih je uničila za celo življenje. Je prepozno, ampak tega imate po Združenih državah polno. In tudi nekatere evropske države pač to sprejemajo. To zakonodajo. Zdaj, podobno je z evtanazijo, kar je tudi zdaj taka tema v Sloveniji. Zakon je predlagan. Se pravi, pomoč pri samomoru. Tudi tega v klasičnem marksizmu na ta način ni bilo. Sicer se je to počelo, ampak da bi se poupali to propagirati, kot se zdaj, in se iz nečesa, kar je, bom rekel, antivrednota, nastop proti življenju, v bistvu se dela vrednota, neka solidarnost, milost do tistih, ki trpijo. Hkrati pa v Sloveniji za te nevladnike, o katerih smo prej govorili, dajemo bistveno več denarja kot za
za paliativno oskrbo, za pomoč ljudem, ne, ki so v težki situaciji, umirajoči. Medicina je danes napredovala, ni treba, da ljudje trpijo. Ne. Ampak tukaj se gre ravno zaradi rekel, teh principov, ne, razgradnja vseh teh vrednot in stebrov civilizacije v skrajnosti. Ne. To so dejansko skrajnosti in dajte, bodite aktivni bojevniki proti temu. Ne. Sicer boste odrasli v družbo, ki jo ne boste spoznali. Ne. V teh naslednjih letih se bo to v Sloveniji tehtalo, tudi v Evropi, zdaj, ko bodo evropske volitve. Od teh volitev bo precej odvisno, no, kam se bo ta splošna evropska klima obrnila. Mi smo del tega. Skratka, splača se začeti ukvarjati z okoljem, preden se to okolje začne ukvarjati z vami, ne, v negativno smer. Prišli smo do zaključka okrogle mize. Če ima še kdo kako vprašanje, lepo vabljen. Kar na glas. Jaz bi pa vprašal, kakšen bi po vašem mnenju izgledal svet, če bi kulturnemu marksizmu dejansko uspelo. Torej, če si predstavljamo nek svet, v katerem smo vsi okuženi s tem, kakšen bi bil. Pa bi bil cel svet recimo v revščini, kot so zdaj nekatere države, kako bi to bilo? Ne, mislim, da je še prej neka druga nevarnost. Ne? Zdaj, eden od pač, ali pa prvi napad kulturnega marksizma je na družino. Ne. To se neposredno v Evropi, ne samo zaradi tega, tudi zaradi drugih razlogov, ampak ta stvar je ključna, bolj kot materialne razmere, je rodnost padla od leta 1950 je v Evropi rodnost padla za več kot polovico. Ne. Tudi v Sloveniji. Ne. Ko sem učil vaše vrstnike v gimnaziji pred davnimi leti, ne, so imeli razredi po 36 dijakov, pa generacija je bila 30 tisoč. Zdaj je pa 17 ali 18 tisoč letna generacija mladih. To je velikanski problem. Ne. Imate pa drug del sveta, islamski del, ne, kjer pa družina je vrednota in imajo zelo veliko otrok, in ti narodi rastejo. V času te Homeinijeve revolucije v Iranu, ko so vrgli šaha, tam 78 ali daj, nekaj nazaj, je imel Iran 30 milijonov prebivalcev, zdaj jih ima pa 90. Podobno je bilo z Egiptom. Ne. Da ne govorimo o Afriki. Ne. Tudi severni del, kjer je islam. Zdaj, če bo kulturni marksizem uspel dejansko, če bi uspel, jaz upam, da ne bo in bomo delali na tem, da ne bo, dejansko razgraditi te vrednote zahodne civilizacije v Evropi, to ne bo stal prazen prostor. Ne. To bo prostor, ki ga bo islam zasedel. Dobesedno, mogoče se to komu ne zdi kako politično korektno govorjenje, ampak če pogledate številke in demografija bistvo, a ne, brez ljudi ni nič, ne, vi imate lahko vse, pa če ljudi ni, seveda, nič ne ostane, nič ni trajno. Potem se bo zgodilo tisto, kar je pisalo v nekih starih knjigah, da bodo kamele pile iz Rena in te civilizacije ne bo več. Ne. Pa ne zaradi islama kot takega, ampak zaradi kulturnega marksizma, ki je uničil vse tisto, kar dela neko civilizacijo tudi ne samo napredno, ampak tudi odporno. To je dejanska nevarnost. Ne, samo. Malo smo čas prekoračili, ampak nič za to. Prišli smo do konca okrogle mize. Vsi, ki ste postavili vprašanja, gospa asistentka vas tam čaka, lahko prevzamete knjige. Obema gostoma najlepša hvala, da ste se odzvala povabilu. Mi smo pozvani, da razmišljamo o tem, da smo aktivni, ne mlačni. Tako da jaz zaključujem to debato in se vidimo v naslednji okrogli mizi, ki jo bo za vas organizirala Škofijska Strela. Hvala.
Oba dobila.